6, 5, 4, 3, 2, 1. 28-urni dobrodelni maraton na Radiu 1 je končan. Oh. 28-urni dobrodelni maraton smo zaključili. Ste v redu? Jo, noro. Gre. Najprej, hvala vsem sodelavkam in sodelavcem, ki ste vztrajali zraven. Ekipa za tem projektom je bila velika in neprecenljiva, več mesecev priprav. Hvala! Jaz vam moram povedati, da vas imam zdaj le tokrat svoj lasten spanc. Ne smemo pa še pozabiti tudi na naše prijatelje iz DM-a in GlaxoSmithKline, ki sta del sredstva od prodaje izdelkov za ustno higieno Aquafresh, Sensodyne, Parodontax in Korega namenila družinam v stiski, ki jim bomo tudi pomagali. Urša Trpin Kramar, vodja marketinga z DM Slovenije, in gospa Ana Vuk, predstavnica GSK-ja, bosta zdaj le povedali kaj več o tem. Najprej bi v bistvu se zahvalila vsem, ki so poslali SMS-e, ker smo spet pokazali Slovenci, da smo odprtega srca in da radi pomagamo takrat, ko je treba. In hkrati bi se v celotni ekipi Radia 1 zahvalila, ker 3. leto zapored spet podiramo rekorde, že sam s tem zneskom, ki ga vidimo tukaj gor, kaj šele nas čaka. Tako da res hvala lepa in čestitke, še enkrat aplavz za vas vse skupino. Bravo. Pa še na kratko zahvala strani podjetja GlaxoSmithKline. Seveda bi se prvo radi zahvalili vsem, ki so z nakupom izdelkov v prodajalnah DM za ustno nego pomagali in podprli projekt Človek človeku človek in tako pomagali ljudem v stiski. Seveda bi se zahvalila partnerjem projekta DM-u pa Radio 1 in celi ekipi tukaj na mestnem trgu, v bistvu iskrene čestitke, ker verjamem, da niste polepšali samo teh prazničnih dni družinam v stiskah, ampak tudi marsikateremu poslušalcu. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa tudi županu občine Ljubljana, gospodu Zoranu Jankoviću, ki nam omogoča tale plec in ravno kar donira 6.000 evrov. Kaj to zdaj pomeni? Spoštovani župan, sporočamo vam, da bodo vsa javna podjetja povezana v javni holding ter javni podjetji JPL, LPT in Žale sodelovalo v dobrodelni akciji Radia 1 v znesku vsako od njih od javnih podjetij po 1000 evrov in s tem prispevala za pomoč družinam v stiski, skratka vse skupaj 6.000 evrov. Prebrati moram. Najlepša hvala, de. Dobro jutro, jaz sem Denis Avdić. Okej, zdaj pa je na vrsti kaj? Skupna predaja čeka Nina Luin. Lepo pozdravljeni, dobro jutro. Kaj moram zdaj povedati? Še gospa Urša Trpin in gospa Ana Vuk, morda Pa še nekaj nihar ste, a morate še kaj povedati? V glavnem, donacija strani GSK in pa DM-a je 10.000 evrov, tako da to je znesek, ki ga dodatno prispevamo. Ni slabo v minuti 16. Prej bi prišli. Hvala. The best. Se pravi, to vso to zdaj dodamo znesku, ki smo ga v zadnjih 28 urah zbrali z vašimi SMS-i, pomaga mene in pomagam pet. Denis, ne rabiš se truditi, bom jaz zračunala. A boš ti zračunala? Nina Luin, naša urednica, tako da izvoli sam mal. Evo, še enkrat ste dokazali, da ste fantastični trio s fantastično ekipo. Mislim, da glavno sporočilo 28 ur in tudi zneska, ki ga bom kmalu napisala, je, da nam je ful mar. Za vse družine, ki so v stiski ta trenutek, Slovencem je mar, našim poslušalcem je mar, majhnim, velikim podjetjem je mar, vsem res je mar, da ne ostanejo sami. Tako da, če lahko, če ste pripravljeni, da vam razkrijem, zakaj ste 28 ur bili pridni, se smejali in jokali. Ja, en tak vrtiljak čustev je bil, ti moram povedati. Med klici, med jokom, med gosti, med veseljem, med smehom, med glasbo, med vsem. Se tudi Nini tresa roka. Zelo se mi trese roka. Zadnja cifra je 4. Pol je 9, a pride kakšna vejca vmes. Pol je 5. Skratka, 594 imamo. Ne.
A ste normalni? Kaj? 180.594 evrov. Noro. Hvala, Slovenija, hvala. Oh my god. Hvala vam. Hvala. Kaj pa vi jokate, ne? 180.594 evrov v 28 urah. 180. Ok, to je malo bolano, to je malo bolano. Evrov. Lagano, ne? Wow, res. Hvala vsem. Za vsak SMS poslan. Če bi mi kdo rekel, ne brijel, jaz, mislim, tisto enko spredi bi jaz zbrisal, ne? Ostalo bi pa še rekel, ok, tole je možno, ampak tole je pa, kaj nam delate za drug let, hudiča, hej! Super ste, fantastični ste, ponosni smo na vas, na vsakega izmed vas. Dajte nam neko energijo, neko spodbudo s tem, ko nas kličete, nam sporočate, nam pišete. Da imate radi to neko energijo, ki, ne vem, nam je naravna, nam je normalna, mi se imamo radi, mi na nek način, celotna ekipa na Radiu 1 je tisto, kar ta radio dela. Tega ne moreš kupiti, tega ne moreš umetno narediti, to se enostavno skozi leta, skozi čas zgodi. In ta vez se potem nekako poveže tudi skupaj z vami, ki nas poslušate v avtih, doma, v službi, kjerkoli že ste, skratka, hvala, ker vas imamo. Denis, ti si tako lep. Nuša Derenda, Alenka Godec, predlagam, da prevzameta. Ma, to je tako vedno pri meni. Hvala tudi, ker sta obe prišli na ta zaključek. Slišali bomo pa pesem Kot nekdo, ki imel me bo rad. Zdi se tak, kot nekdo, ki bo moj, brez besed pove, da je srečen z menoj. V meni strast prebudi, ko pogleda me v oči, kot nekdo, ki imel me bo rad. Ko sem z njim, se sveta ne bojim. Pa čeprav se zdi, da nevarno živim, a verjeti mu smem, ker on najbolj to ve, kot nekdo, ki imel me bo rad. V teh očih je resnica in v srcu zaupanje, naenkrat se življenju predam. Za menoj so nevihte, pred menoj sončen dan, tega jutra nikomu ne dam. Ko nocoj bo prišel bom doma, tam na mizi bo večerja za dva. In nočev več ne bo, nežno vzel me bo tako, kot nekdo, ki imel me bo rad. V očih je resnica in v srcu zaupanje,
naenkrat se življenju predam. Za menoj so nevihte, pred menoj sončen dan. Tega jutra nikomur ne dam. Ko nocoj bo, prišel bom doma, tam na mizi bo večerja za dva. In očev več ne bo, nežno vzel me bo tako, kot nekdo, ki imel me bo rad. Kot nekdo, ki imel me bo rad. Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Avdić Show.